Torej, festival bo vendar drugačen kot običajno. Prav gotovo bo. Začenjamo v tem tednu, odvisno od vremena, ali v sredo ali v četrtek. Bo pa seveda precej drugačen. Ko je prišel COVID, smo mi dejansko imeli program, ki smo ga prej pripravili že zaključen, z Bolšoj teatrom, z orkestrom iz Pittsburgha, z Fidelijom in tako naprej. No, ko se nam je zgodil COVID in so se začele zapirati meje in ko so se začele tudi karantene, nam je bilo jasno, da bodo velike skupine, veliki ansambli, ravno zaradi teh varstvenih in varnostnih razlogov zelo težko potovali in takrat smo začeli razmišljati, kako bomo te luknje, ki so se začele pojavljati, naprimer zaprli so Bolšoj teater, ki ni bil zaprt med drugo svetovno vojno nikoli, je skozi delal, sicer so ga preselili v Samaro, ampak je delal, je zdaj zaprt, še ga niso odprli, tako da še tudi ne moramo pogovarjati o nadomestnih terminih, ki bodo vsekakor. No, Pittsburgh je odpovedal gostovanje, ker je Nemčija odpovedala vse svoje festivale. Prav tako Švica, to je bilo v koprodukciji s festivalom v Gstadu in smo potem tudi seveda morali to nadomestiti. No, ampak kaj se je potem zgodilo? Potem se je pa zgodilo to, da smo začeli se pogovarjati z našimi ansambli, ki takrat še tudi niso delali, so bili vsi na čakanju, kako bo to izgledalo, enkrat se morajo ti ukrepi sprostiti in seveda z agencijami smo pa iskali zvezde po svetu, ki so bile ravno tako proste, ker jim je vse odpadlo. In tako smo prišli do Orkestra Filharmonika della Scala, ki bo tukaj 30. avgusta, ki pride z avtobusi ljubljanskega potniškega prometa iz Milana. To si prej sploh nismo mogli predstavljati. Oni so prišli vedno s čarterjem pred koncertom, imeli generalko, zaigrali koncert in šli s čarterjem nazaj v Milano. Potem Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Richard Galliano, solisti Veneti, cel kup ljudi je pa vseeno zmoglo to voljo in pogum in željo seveda, da ponovno stopijo na oder. In program, mislim, da je bila ključna pri celi zadevi odločitev, da gremo ven. Torej, da gremo na Kongresni trg in v preddverje Križank. In mi lahko zagotavljamo vse varnostne razdalje, imamo razkuževalnike, imamo posebne vhode, narejene imamo varnostne načrte in seveda vse to nam pregleda NIJZ in potem na podlagi tega dovoljenja NIJZ-ja upravna enota izda dovoljenje za prireditev. Zdaj, tretji faktor, ki ga zdaj še imamo in ga moramo še uštimati, je pa vreme. In to vreme bo v vsakem primeru, kakršno pač že bo, mi bomo pa to sproti spremljali in seveda obveščali naše zveste obiskovalce, ki jih prosim za razumevanje, kdaj te predstave bodo, ali bodo takrat, ko so planirane, ali bodo mogoče za dan ali dva prestavljene. Namreč tudi pri samem planiranju festivala smo upoštevali tudi te rezervne termine, tako da so tudi umetniki na voljo in pa seveda prostor na Kongresnem trgu in pa tukaj v Križankah. Dovoljenje imate za 500? Ja, 500. 500, ampak seveda tukaj gre za ta prostor, ki je ograjen, kjer so stoli na razdalji 1,5 metra. In ravno tako imamo letos največji oder do zdaj, tudi zaradi teh varnostnih razdalj, kajti tudi seveda orkester rabi med sabo varnostno razdaljo in pa zbor. Začel se bo na Kongresnem trgu prav pompozno s 3. Beethovenovim klavirskim koncertom z Dubravko Tomšič, ki praznuje 80-letnico in potem v drugem delu 9. Beethovenova simfonija, ki prav paše v to okolje, v ta COVID, se mi zdi, za to svojo odo radosti in pričakovanjem nečesa novega, boljšega. Na koncu bo eno majhno presenečenje tudi tega koncerta, te otvoritve. Seveda pa v
parku, to je potrebno povedati, prostora ne omejujemo, apeliramo pa ljudi, naj sami pazijo nase in naj držijo varnostno razdaljo in naj se razkužujejo in počnejo vse, kar je pač treba, zato da se ne bi epidemiološka slika poslabšala, ker potem bodo še ukrepi še ostrejši in se lahko zgodi to, kar smo že imeli, prepoved prireditev. Kako je pa s koncertom Tomaža Domicilija? Tomaž Domicil je predviden 3. julija, napoved za 3. julij je zelo slaba, tako da bo po vsej verjetnosti, to bomo tudi se odločili še danes, da bo koncert v nedeljo 5. julija, ko je pa napoved odlična in nedelja je tudi primerna zaradi tega, ker ne posega v sredino vikenda, torej bodo pač tisti, ki bodo šli na vikend, lahko že v nedeljo nazaj in si koncert ob 9. uri zvečer tudi v miru ogledali. Na tiskovni konferenci ste rekel, da pripravljate presenečenje na svojem koncertu. Ja, to ponavadi. S tem, da če bo koncert, kot kaže v nedeljo, bom še kakšno stvar, ki sem jo nameraval narediti, spremenil ali pa prilagodil najnovejšim razmeram okrog nas, ne samo vremenskim, ampak tudi družbenim. S tem, da lahko povem že, da bom tokrat odigral manj skladb kot ponavadi, oziroma manj kosov, ker bojo 3 skladbe v enem kosu, to bojo bluzi, in pa 4 skladbe v enem kosu, to bojo pa skladbe v spomin na obalno radodajko Merijo oziroma Marijo. In sva zdaj z kolegom Juretom Torjem, harmonikarjem, ki bo moj gost, ugotovila, da bojo v 4 komadih povezani noter bugi, valček, rock and roll, tango. In to je super, ker on vse to igra, on vse to obvlada. Ker on je sicer pri folk rock bandu Orleki, ima tudi svoje tango variante, ampak bluzov pa rock and rollov pa ljudje še niso slišali v živo, kako on to igra. Še posebej pa ne samo v duetu, se pravi akustična kitara in harmonika. No, to je recimo nekaj izmed teh v narekovaju presenetljivih skladb, ker ene 2 bom čist prvič izvajal v živo sploh. Potem bom eno tudi zelo dolgo prvič igral na koncertu v življenju. Enkrat sem jo na televiziji izvajal, ampak to je bil za 1. november. Glede na to, da je Bob Dylan zdaj izdal pred nedavnim eno skladbo, ki je 17 minut dolga in se nanaša na umor Kennedyjev masakr, prav najbolj gnusen uboj oziroma umor. No, jaz imam nekaj podobnega, ampak za naše razmere narejeno skladbo tudi zelo dolgo, je tak počasni valček. Potem imam pa nekaj prevodov, ki jih tudi ponavadi ne igram, zdaj pa sem ugotovil, da so družbeno in tudi siceršnjo klimo dosti zapopadli že pred mnogimi leti. Se pravi 20, 30, 40, 50, ko so bile te skladbe napisane in ko sem jih že začel prevajati od nekaterih zlasti ameriških veleavtorjev, in to bo po moje kar dobra osvežitev. Seveda pa ne morem mimo standardnih skladb, jaz ne morem iti na svoj koncert pa brez slovenskega naroda in jeti domov. Tudi občinstvo to zahteva, tistih, bom rekel, mogoče 5 do 10 nujnih uspešnic, ki meni tudi nekaj pomenijo, ki niso banalne, niso zguljene. Par pa še drugih, kjer bo tudi harmonika, oziroma 2 harmoniki, se jih ne bo naenkrat igral. Jaz imam tudi 4 kitare, pa jih ne bom naenkrat igral, eno pa po eno, bo pa to dodatna osvežitev. Ampak rekel ste, da ne znate biti kratek. Ja, se to je bilo zdaj zelo kratko. In da bo koncert trajal najmanj 3 ure. Ja, jaz mislim, upam, da ne bo trajal več, ker jaz ponavadi precej govorim med komadi, ker potem pa lahko naredim fantastičen radijski posnetek. Če jaz igram 3 ure, lahko na uro, 50 uro, 55 minut zreduciramo vse to brez nekih uglaševanj in tega. No, zdaj pa, če bo radio zraven, bo tako, če ga pa ne bo, bo pa koncert v bistvu krajši, ker bo manj govoril. Ok, hvala lepa za pogovor in se vidimo v nedeljo. Nedeljo, 5. ob 9. zvečer na preddverju, oziroma v preddverju. Peklensko dvorišče odpade, Viteška dvorana sploh, preddverje je pa perfektno,
Preddverje Križank. Preddverje seveda Križank, ker bomo razseljeni oziroma razsedeni, ampak je zelo velik prostor, tako da je kapaciteta večja kot celo v normalnih pogojih Viteška ali pa Peklensko dvorišče. Dobrodošli.